Predstavljajte si, da sedite na vrhu besne zveri, težke 680 kg, na premikajoči se gmoti mišic in besa, katere edini cilj je, da vas uniči. Ko se vrata boksa s škripom odprejo, vaš svet se zoži samo na vas in bika pod vami. Vsak njegov silovit poskok grozi, da bo vaše telo treščilo ob neusmiljena tla. Toda močno se držite, medtem ko vam adrenalin teče po žilah. Ne zlonajte se nazaj, močno zabodite ostroge. Naj se zvija in obrača, ampak ostani v sedlu. Signal zazveni kot sladka pesem po 8 sekundah. Čeprav se zdi kot večnost, ko sediš na tem sodu smodnika med nogami. Še nekaj silovitih brc te poskuša vreči iz sebe, dokler ne se stopiš v zmagoslavju, pristaneš na tleh in se umakneš besnemu biku. Navdušenje naraste, ko semafor pokaže tvoje težko prislužene točke. To je tekmovanje za slavo, zgrajeno na titanski trdnosti in jeklenih živcih. Za jahače bikov po vsem svetu, Ključno z 19-letnim Sethom Saltom, je to preprosto življenje. naporne vadbe, boleče poškodbe, Umazanija in svinjarija, tovarištvo kavbojev, dokler ni prišel usoden dan, leta 2023, ko so se vzkliki množice spremenili v tihe vzdihe groze. Kaj se je zgodilo temu nadarjenemu jahaču bikov v tistih zadnjih grožljivih trenutkih? Rožnati prsti zore se raztezajo čez neskončna zlata polja Alberte, ko se ranč Salto prebuja. Danes ni navadna sobota za 19-letnega Setha. Po mesecih nenehnih priprav na kmetiji je prispel kvalifikacijsko tekmovanje za Indian National Finals Rodeo. Še ena zadnja vožnja na domačih tleh, preden se Seth odpravi osvojit naslov prvaka INFR v Las Vegasu decembra. Seth je ponosno sprejel dediščino svoje skupnosti prvih narodov kot član naroda Ermineskin Cree, ki prihaja iz Masquachisa v Alberti. Njegove staroselske korenine so bile tesno prepletene z njegovim aktivnim sodelovanjem v skupnosti Rodea, kot tudi s Sethovo osebno identiteto. Salto je svoje drzne veščine jahanja bikov in trdno odločnost razvijal skozi sanje, da bi počastil dolgo tradicijo svoje kulture, polno spretnosti konjarjev in rodeo prvakov. Želel si je, da bi postal eden najbolj priznanih staroselskih talentov v jahanju bikov, kar jih je svet kdaj poznal. Svetla zvezda med svojimi ljudmi. Seth je med tekmovanji nosil simbol svojega plemena na oblačilih in opremi kot poklon. Točne podrobnosti tega dne, vse do Sethove zadnje vožnje, so znane le tistim, ki so bili z njim v vsakem trenutku. Toda glede na raziskave, ki sem jih lahko našel o tem pogumnem najstniškem kavboju, sledi verjeten potek dogodkov do tiste zadnje vožnje. Mamljiva vizija, da bo Seth že čez nekaj tednov osvojil tisto bleščečo zmagovalno pasno zaponko, mu pospeši utrip, ko se oblači. Njegova najljubša country glasba napolni sobo, medtem ko si Seth predstavlja, kako ostaja čvrsto in stabilno na najbolj divjih bikih in v delčku sekunde sprejema bliskovite odločitve, ki ločijo prvake od poražencev. Ta sanje se izkristalizirajo po tisočih urah treninga in premaganih poškodbah, osamljenih kilometrih, prevoženih po rodeo krogu, žrtvovanju običajnega najstniškega družabnega življenja. Pomembna je samo ena stvar. Nesmrtna slava v rodeju kliče in Seth se odloči, da ji bo danes pogumno stopil naproti. Njegova predanost navdihuje njegovega dedka Marcela, ki pride zgodaj, da bi pregledal strategijo jahanja. Sethov tesen odnos z Marcelom ga je spodbudil, da ga je oslovljal le z oče. Marcel ve, da ima Seth nagnjenje k izbiri najbolj divjih bikov, da bi navdušil polne tribune. Nežno poskuša svetovati Sethu, naj se danes drži lažjih žrebov, saj je Las Vegas pred vrati. A Seth se le nasmehne svojim značilnim nasmeškom in obljubi, da bo izbral samo prijaznejše divje bike. Že od malih nog je Marcel poskušal preusmeriti Setha stran od nevarnosti jahanja bikov k varnejšim rodeo disciplinam, kot so tekmovanja v metanju lasa, vendar niso mogli tekmovati z jahanjem bikov za mesto v srcu njegovega vnuka. Sethov tesni prijatelj in jahaški partner, Tryon Simon, kmalu pripelje, da jih odpelje na prizorišče. Trionov želodec se zaradi tekmovalne nervoze premetava, a ko opazi Sethovo lasersko osredotočenost, Sam zaigra brezbrižnost. Njuno bratsko tekmovalno rivalstvo za trenutek usplamti, ko Tryon izzove Setha, naj danes preseže njegovih 78 točk. Seth se posmehne in se pohvali, da bo presegel celo 90 točk na najbolj divjem biku, kar jih je Tryon kdaj videl. Dobrohotno zbadanje oba mlada moža sprosti, kar omogoči, da napetost pričakovanja prosto teče med vožnjo tja. Ko se Tryon spomni svojega prijatelja, pravi: Bil je tako vesel in tako prijazna oseba. Vedno mu je bilo mar tudi za čustva drugih ljudi. Vedno ti je stal ob strani. Legendarno Chiniki Rodeo Grounds, kjer je Seth izdihnil zadnjič,
Se nahaja v osupljivi pokrajini prve nacije Stony Nakoda. Zahodna od Calgaryja. Ta sveta plemenska zemlja neguje tako duhove svojih staroselskih ljudi, kot tudi preizkuša pogum tistih, ki tekmujejo v njenem slovitem rodeo areni. Odotrajani izpustni boksi za bajk in osamljena tribuna se razprostirajo v senci gore Chiniki, ki se brezčasno dviga proti vzhodu. 2K. Generacije jezdecev tvegajo življenje in zdravje na najdivjih zvereh albertske divjine. Izklasujejo legende iz zemlje, preden tudi sami postanejo del pripovedi te dežele. Pozno dopoldne senca prekriva areno Chiniki, medtem ko prodajalci ob robu vlečejo kadilne žane, tekmovalci pa preverjajo, katere bajk so izžrebali. Dodatni nagradni sklad tega posebnega dogodka obljublja, da bo privabil vse regionalne ase in Seth z veseljem prevzame breme branjenja domačega terena danes. Hitro gre skozi svoj repertoar raztezanj rok, vratu in zapestja. Seth si predstavlja brezhibno usklajene vožnje na vsakem mogočem bajku. Ocene sodnikov in zvok v areni počasi utihnejo. Sliši se le bitje srca, ko se njegov in bikov utrip združita v enoten ritem, ki vodi do zmage. Morda je njegov največji junak, Lane Frost, prav tako ni bil daleč od njegovih misli. Od trenutka, ko je mladi Seth Salto prvič videl legendarnega kavboja Lanea Frosta jezditi, je začutil, da ga kliče usoda. Frostov drzen slog in neustrašna miselnost za velike dogodke sta kot otroka prevzela Sethovo domišljijo, ko je odraščal na ranču družine Saltov. Pozne noči je preživljal ob gledanju zrnastih VHS kaset z legendarnimi vožnjami Frosta in neverjetnimi pobegi iz nevarnosti, potem ko so ga ogromni biki vrgli s sede. Ko je Seth odraščal v obetavnega mladega jahača, je Lane Frost postal njegov idol in navdih in je spodbujal Sethove lastne jahalne sanje. Frostov drzen moto, živi za jahanje. Jahaj, da živiš. Je globoko odmeval pri neustrašnem najstniku in se vtisnil Sethove misli kot osebno vodilo za naprej. Salto je romal do spominskega kipa. V čast Frostovi zmagovalni vožnji na Cheyenne Frontier Days. Ganjen ob tragičnih fotografijah, ki prikazujejo poškodbe, zaradi katerih se je Frostova izjemna kariera in življenje prezgodaj končalo leta 1989. Obljublja, da bo jezdil z odločnostjo in pogumom, ki sta zaznamovala njegovega junaka. Salto je pogosto govoril prijateljem o Frostovih neverjetnih povratniških vožnjah in karizmi, ki jo je upal prenesti nase. Grozlovo. Usoda bi zrcalila njuno zgodbo, skupen tragičen konec, ki je pretresljivo zgodaj prišel v njunih mladih življenjih. Tribune so bile polne navdušenih gledalcev, lačnih vznemirjenja. Spodaj v ogradah in boksih, nadarjeni kavboji, kot je Seth, so se pripravljali. Živci in adrenalin so okrepili bobnenje kopit ob kovinskih vratih. Seth ni bil neznanec v teh napetih okoljih, saj se je že večkrat kvalificiral za prestižni nacionalni finale indijanskega rodea. Čeprav se je še vedno prebijal med najboljše, Seth je v zadnjih 5 letih dokazal, da premore odločnost in neustrašnost, ki presegata njegova leta. Okoli 17. ura. Seth se samozavestno približuje boksom, je eden zadnjih udeležencev v jahanju bikov danes. Njegove oči intenzivno žarijo, že popolnoma osredotočen na črnega, s pegami posutega bika, težkega 770 kg, ki v prvem boksu z ostrimi kopiti orje brazde. Nasproti sodniškega prostora Seth pokima svoji družini, zbrani ob ringu, nato močno potreplja dedka po hrbtu. Njegov nasmeh ne prikrije povsem trdo stisnjene čeljusti, medtem ko si že predstavlja popolno vožnjo, ki ga čaka. S pomočjo Seth se odločno povleče na hrbet reveče gmote mišic in besa, ki besni pod njim. Prilagodi svojo opremo, nakazuje, da je pripravljen. Bleščeč v beli bikovski vrvi, v živahnem jahaškem telovniku, čelada in obrabljene usnjene gamaše. Seth sedi nepremično. Prava podoba odločnega, fantovskega samozaupanja hitro pomigne z brado, naj odprejo vrata. Vrata, ki so cvilila, so se odprla in Seth je silovito planil ven. Držeč se za zvijajočo se, vrtečo se gmoto mišic. Čas se je upočasnil, ko je gibčni kavboj prestal vsak sunkovit poskok bika. Usnjene rokavice so se z belimi členki oklepale vrtinčaste mase. Toda po nekaj neskončnih sekundah boja, Seth je izgubil oprijem in besni bik pod njim ga je vrgel v zrak. V nekaj trenutkih se Sethov svet zavedno razbije. Pristal je na trdo zbiti zemlji, a še prej ga je bikova roga zadela v zadnji del glave. Nekako njegova zaščitna čelada ni počela in počasi se je odpravil iz arene, preden se je zgrudil na tla. Sethov dedek Marcel pripoveduje o tragičnih zadnjih trenutkih Sethovega življenja. Močno ga je zadelo, je povedal Marcel, in dodal, da je njegov vnuk nosil čelado in drugo zaščitno opremo. Stal je in odšel iz arene ter povedal enemu od svojih bratrancev: "Pokliči mojega dedka." Nato pa je padel.
To je bilo to. To je bilo vse. Odpeljali so ga z reševalnim vozilom. Niti pol milje niso prišli od tam in ga ni bilo več. Pohiteli smo tja, ampak ga ni bilo več. Ni ga bilo več. Mislim, da so vsi iz Rodea prišli, da bi bili z nami. Setova mama, Raylene, je prejela srce parajočo novico po telefonu od prijatelja na prizorišču Chiniki Rodeo Grounds. Poklicala me je, ko se je zgrudil in so ga poskušali oživeti. Je povedala Raylene. Potem sem izgubil signal. Takoj po spopadu so Seta odnesli z igrišča. Organizatorji so imeli zdravnika na voljo, ki je nudil prvo pomoč. Kmalu zatem Je prispelo reševalno vozilo, da ga odpelje v lokalno bolnišnico. Eden od reševalcev je povedal, da so prejeli klic zaradi travmatske poškodbe glave, vendar se je žal v reševalnem vozilu se to spremenilo v srčni zastoj. Ta srčni zastoj je v nekaj trenutkih zahteval življenje Seta Salta, le nekaj mesecev pred njegovim 20. rojstnim dnem. Bik, ki je vzel življenje Salta, je prišel od dobavitelja bikov iz severne Alberte. Zaveda se dejstva, da se jezdec na biku vsakič, ko stopi v rodeo areno, postavi v nevaren položaj. Vendar pa Člani odbora si nikoli niso predstavljali, da bi ta bik povzročil tako tragično izgubo. Teža krivde in žalosti je velika, vendar zato ne krivijo živali. Navsezadnje, biki so prav tako kot kavboji naučeni opravljati svoje delo.